Dragi moji, lep in zanimiv večer vam želim. Brhkost, gracilnost, posebna eleganca, živost, avtentičnost, milina in nežnost. To so ene izmed mnogih lastnosti, ki jih pripisujemo ženski in njeni lepoti. Ženska, ki ima vse te lastnosti, se približuje idealu ženske lepote. Danes pa smo nanjo obesili še mladost, brezhibnost telesa, ki mora biti visoko, skrajno vitko, brez gub in napak. Da je lepota relativna, vemo vsi, ne? Da pa se da preko lepotnih idealov dobro služiti, tudi vemo. Lepotna industrija in industrija mode cvetita, redki med nami so imuni nanjo. In tako obstaja tudi poseben poklic zaradi te industrije, kjer je ženska bolj zaželena in zaenkrat še vedno bolje plačana od moških. In vsem nam se zdi, da je služiti svoj vsakdanji kruhek z lastnim telesom in njegovo lepoto najslajši in najlažji. Da je biti manekenka sanjski poklic. Dolgo je veljalo, da je lepa ženska, kaj? Tudi neumna in nečimrna. A zdi se, da so prav manekenke zrušile ta zastareli seksistični tabu, čeprav se še vedno sprašujem, kdo pravzaprav poganja vso to mašinerijo mode, trendov in ustvarja naše nedosegljive sanje. Še pred 80 leti so ženske, ki so se ukvarjale z igralstvom, zabavljaštvom, plesalke in umetnice, najraje pokopavali izza cerkvenih zidov pokopališč. Saj so veljale za umazane, pokvarjene in lahko podkupljive, in nekaj malega tega se nas še danes drži. Mimogrede se lepo žensko poveže z radodajko, pretkano, pokvarjeno in izmuzljivo prebivalko noči. Ženska, ki obvlada hojo na pregrešno visokih petkah, še dandanes ni zaupanja vredna. Predsodki, prepričanja tlijo v nas, ne da bi se jih v resnici zavedali. Kot se ne zavedamo mogočega ljubosumja in neprivoščljivosti, ko nas kakšna lepota obsije z vso močjo. Zato slišim tudi stavke, da so manekenke pravzaprav samo obešalniki za obleke, brezdušne lutke, ki služijo našim strastem, da bi bili vsi mi sanjsko lepi in vitki. Pa saj smo! No, kaj je res, kaj je zadaj, za sojem vseh teh luči, ki nas zaslepljujejo tako in drugače? Dragi moji, nocoj sta z nami legenda slovenskega manekenstva Nina Gazibara in velik up, vzhajajoča zvezda slovenska manekenka Sofija Šoškič, ki se ji nasmiha in obeta svetovna kariera. Dobrodošli! Živjo. Živjo! Hvala, da sta tukaj, zelo sem počaščena. Hvala, izvolite. Kakšno bogastvo imam jaz danes v studiu. Zelo sem vesela. Predvsem tudi tega, da lahko vidim mlado brstečo lepoto in zrelo lepoto. Tako da smo v bistvu danes vse, ženske v kompletu tukaj, a ne? Najprej bom začela z Nino. Nina, tebe se jaz spomnim. Jaz sem prišla na akademijo in moj fant je bil fotograf in te je slikal. In jaz se te spomnim, da takrat v mojih časih, da sem se jaz lahko dotaknila oziroma spoznala z manekenko, se mi je zdel konec sveta. Kako si ti takrat sebe, kako je bilo takrat, ko si ti začela, kako so vas ljudje dojemali oziroma a so to bile tvoje sanje, da bi bila manekenka? Ne, sploh nisem o tem razmišljala. Jaz sem čisto slučajno v to prišla.
To je že itak stokrat povedana zgodba. Jerko me je odkril, ko sem prišla s takratnim fantom, ki je bil pevec. Bor Gostiša Bele vrane. Ja, ne? na njegovo slikanje, ne. Aha. In je rekel, da bi rad probal z mano, ne. Pol mi je pa me priporočil, je rekel, je že tečaj takrat, predtem še ni bilo teh tečajev, so hodili pač, kakor so hodili, ne. A je sploh so bile manekenke pred tabo? Seveda so bile. Katere? Še celo Majda Sepe je bila en čas manekenka. točno, Ja, so bile. Ampak ni bilo manekenske šole. To je k nam prinesla Zorica Peskova, ki je delala v Italiji. In je tam naredila tečaj in je ta tečaj, to znanje, na kaj je treba paziti, obrate, kako prezentirati stvari, torbice. Mi smo takrat vse v bistvu reklamirali na eni reviji in to ni bilo enostavno, ne. Ker si ti moral recimo plašč sneti, pa to vse elegantno narediti, rokavice dol, kako se rokavice dajejo, ne. Kakšen šal, da se je videla tudi obleka od spodaj. Medtem, ko si hodil, si moral to vse. Medtem, ko si hodil in predstavljati še te rokavice in šal, da se je videlo to recimo od spodaj, ker smo bile čisto natrpane z vsem, vse živo, kar je lahko. Sofija, to danes delate? In torbice še in to. Odvisi, na katerem šovu. Vsak šov se razlikuje. Eni so bolj tako tekoči, kako bi se izrazila, pač smo bolj lutke za obleke. Eni so pa pač šov. Ja, pa tudi se slačite pa to. Na nekaterih šovih se slačijo manekenke, ne pa na vseh. Ja. Ampak dodatkov sploh ne vidim. Dodatkov pa ni več. Dodatke pa imamo, seveda imamo na torbice, pa različne lisice. Zelo malo. Zdaj, ko sem bila jaz v Milanu, smo imeli kar veliko dodatkov. Jaz ne vidim niti na televiziji, ko gledam tisti program, ki je za modo, ne. Niti pri nas tega, mi smo pa vse nosili. Od kovčkov, marel, vse to si moral odpreti, zapreti, tam pustiti, pobrati, ko si šel nazaj, torbico iz ene roke v drugo. Ni bilo enostavno. Danes, zadnjih 20-30 letih pa gledam, ko samo hodijo. Ja, v glavnem vas vidimo hoditi. Mi smo imeli pa obrate, pa vse, pa še pol koreografijo. Plesno koreografijo. A vi imate koreografije? Ja, vsak šov ima svojo koreografijo, ampak zdi se mi, da je včasih bil večji poudarek na temu, da je šov, da se nekaj dogaja. Zadnjič sva gledala z Lanom tudi eno oddajo, na kateri so ženske hodile s cigareti, na primer. In so imele drugačen stil. Zdaj je vse bolj začrtano in imajo manekenke malo manj svobode, se mi zdi. Aha. Bolj tako tudi gledate, ne? Zelo so poenostavili, ne smeš se smejati več nič. Nas so pa prav terali, da smo bile živahne, da smo bile polne življenja. In to razliko med modeli, oblekami, ki si jih nosil, če je bilo to športno, da si prišel bolj tako ven, ne? Če je bilo pa elegantno, je bila čisto drugačna hoja in tako. Danes se mi pa zdi, da vse modele enako nosijo. Zdi se mi, da je še vedno zelo pomemben, da ujameš energijo oblačil, ki jih predstavljaš. Definitivno, ampak določeni šovi imajo pač določen stil, ki zahtevajo več emocij, izraženih manj emocij. In na splošno ima ena znamka lahko zelo določeno energijo. To tudi zelo razlikuje, ne? Pri enih znamkah si lahko bolj človeški, pri enih pa bolj. Ja, definitivno. Mislim, da je tudi to ena odločilnih zadev, ki te spravijo na tak šov, da se znaš prilagoditi tej energiji. Ja, ampak veste, k temu se bomo še vrnili. Zanima me, kako je v tistem času, kako so gledali v tvojem času, namreč to je bil prihajajoč, to je bilo nekaj iz zahoda, nekaj bleščečega, nekaj sanjskega. Mi smo pravzaprav težko takrat sploh kaj videli, kako se dela v svetu. Tele revije, recimo Vogue, Bazar, ki so še danes, ne, in druge si dobil ne v kiosku z drugimi časopisi, ampak samo v knjigarni. Jaz sem kaj nosila iz Trsta, če sem šla, tam sem kakšno kupila, so bile kar drage, ne, da sem malo gledala, kako se postavljajo, ker tudi med 70. in 80. letom se je zelo spremenil način in hoje in slikanja, ne. Prej je bilo vse togo,
celo so ti hlačnice nategnili z unim, ne cvirnom, ampak z unim... Elastiko? Ne, kako se reče, tista nitke, Kaj se vam potegne, vem, ja. čist prozorna, no, taka, ko sukanca, ampak ni, ne, ker se ne vidi, ne. Pa za mizo je bil prt, veš, rožice gor, vse je moglo biti zlikan, nič zmečkan, nisi smel sesti sploh, da se gube niso videle na oblačilih in ne vem kaj, preveč. Potem zdaj, leta 2025 je pa to, jaz sem tebe gledala, ti si nosila Prado, za katero pravijo zdaj v tem trenutku, da je, se pravi, top of the top, če hočeš uspeti, pač te mora Prada izbrati, ne? Se sploh ne vem, kako to gre. Naj bi bila Prada ena najboljših iztočnic za prihajajočega modela, ja. No, ampak kako ti je pa sploh ratalo, da si tu naredila avdicijo? Kaj si? Mislim, kako si morala hoditi? Kaj so ti sploh kaj povedali? Pravzaprav mene so poslali iz Pariza v Milano tako čez noč in sem šla probati na casting, nisem vedela, kako bo izgledal, bil je pravzaprav moj tak prvi resen casting. In ko prideš tja, ti malo razložijo, na kak način boš hodil, če boš hodil naravnost, v krogih, kakorkoli, da se predstaviš pač dizajnerju, casting direktorju in tako. In pravzaprav imaš ene par ljudi, ki gledajo pred to mizo, imaš določen način hoje, s katero se boš predstavil in to je pravzaprav to. Slediš pa, mislim, predvsem jaz sledim glasbi, ki je takrat zraven. In si improvizirala. In In si kar šla. Ja, In zakaj si pa bila ti izbrana, druge pa ne? 1000 lepih žensk je bilo tam, res 1000 lepih žensk, krasnih. Lahko pripomnim, nikoli ni šlo za lepe ženske. Ja. Stalno to mešajo. Mi nismo na izboru mis. V celi zgodovini, kar sem gledala nazaj, do današnjih dni, so bile lepe ženske in lepi fantje in moški, ampak ni to prioriteta. So bili čisto navadni in od časa 60., 70., 80. in tako naprej, vsake toliko je za neko desetletje obveljal en tip, ki so ga iskali. Kad so to bile Švedinje, so bile blond, so bile lepe ali niso, potem so hoteli eno drugo izraznost, ne lepoto. En tak tip. Tip, iskali so tip. Ampak zdi se mi, da In ti prideš na avdicijo, ne, in oni rečejo, ti nisi tip, ki ga mi iščemo za to Ampak zdi se mi, da slikanje, ta ne, ali tip lahko variira glede na kolekcijo, ki se dogaja. Predvsem pa neka drznost in upadljivost, da si ti upaš in da imaš svojo energijo in da te ni strah izraziti prevladuje, mislim, da čez vse te neke trende. Ja, ker ti si šla, ti si mi prepodvala, si šla in kaj pa je prišel do tebe ta glavni? Ja, v bistvu dizajner Prade je prišel do mene in se je tako postavil pred mano, medtem ko sem hodila. Jaz sem ga pravzaprav komaj opazila, ker sem bila toliko sfokusirana samo na to eno točko pred sabo in da bom jaz to oddelala in naredila. Se je postavil pred mene in me je tako resno gledal, čisto resno, brezizrazno bi lahko rekla. Ja. In me je takole prijel za glavo in mi je takole naredil z lasmi. In pol se je umaknil in sem mogla hoditi naprej. Tako, brez besed mi je v bistvu povedal, da nadaljuj s to ena in isto špuro. Pol te potegnejo noter v garderobo, te v 3 sekundah preoblečejo, naprej. Drugo punco preoblečejo, naprej. In v bistvu hodite tako, v nekem krogu smo hodila na Pradi, no. In ti si v bistvu en tak tip tudi mal, en tak miks svobode pa ene take gracilnosti, ali kako? Za obe, zate Nina in zate, mislim, za obe govorijo, da imata neko eleganco prirojeno, neko gracilnost ali nekaj takega. A vidve vesta, da tudi imata še eno drugo lastnost. Obe dve imata slovenski mami in očeta Balkanca. Ampak moj oče, ki si je dal korene iskati pri 60 letih, odkot pravzaprav izbira, je ugotovil, da je v bistvu Hrvat iz Like. Hrvat iz Like? Ja, iz nekih brd sela so prišli v mesto dol, ne. V Beogradu si ti v Beogradu, rojena, ne? ne, on se je tam rodil.
babica ni delala, samo oče, ne, in on je ves čas mislil, da je on Srb, ne. Pa bil na koncu Na teh Hrvat. prostorih smo itak vsi zmešani, ne. No, Ja, moj oče je pa Črnogorec, Črnogorec. mama je Slovenka, ampak ja, smo pa res vsi pomešani dol. mogoče imate neko tisto idealno, a veš, jaz vedno mislim, da tele miksi so itak fenomenalni, ne? To slovensko, ne vem, pridnost in nežnost in eleganco, pa nekaj od znotraj šiba balkanskega ven, ali kaj, a? Una ihta, gnev, ki ga dobiš Strast. čez to. Ja, Moj oče je strast. bil visok in črn, mama Ja. pa natur blond in s plavimi očmi, ne. No, No, enako, Vsak- samo da je moj oče enako Samo ti imel si plave veliko, oči. veliko bolj svetlejšo polt, imaš mene bolj na očeta potegnil, ne. Ja, moj oče je bil v bistvu svetu, ko je bil mlad, pol pa je potemnel, ampak je imel pa take sinje plave oči, pa tak ogromen Zato imaš ti črnogorc. tudi No. plave, ne? Zelene Plavo, pravzaprav. plavo, sivo, zelene, ja. Ker pravijo, ne, da temno barvo pa povleče, ne. ja, ja, da, Prevladuje, je močnejša. ja, močnejša, od- ja, bomo zginili malo oni plavoki. Ja. Čeprav mama ima pa rjave oči. Tako da- Mama pa ima rjave. Mama ima pa rjave, zato imam jaz pol enega očesa rjavega tudi. Točno, ja. Ja. Gledala sem pa nekaj in tvojo, mislim, da sem videla na eni sliki tvojo mamo poznam, mislim tudi take lepotice. Pa oba očeta pa visoka, ne? Ja. Ja, Okej. mislim, to Mama je... ni bila visoka, ker jaz sem jo, seveda vsaka generacija preraste, ne. Ja. Ampak očeta sem pa imela visokega, tako da malo sem se potegnila tam do 1,72 m. Si bila premehna? Vedno sem bila premajhna za manekenko. In si bolj... Razdelili so nas v skupinco visokih, ker ni fajn, če po pisti hodijo ali se pa slikajo pol glave višja, ne, od tebe. Vedno so nas razdelili, mi smo imeli 2 ali 3 skupini, ne. Tako da jaz z unimi prav visokimi, ki so že takrat bile 1,77 m, recimo nisem nikoli nosila, ne. Ampak tle nekje okrog 1,70 m do 74 m, tle nekje, ne. No, zdaj pa v bistvu manekenka ne moreš biti, če nimaš koliko. Zdi se mi, Ja. da je nekaj, mislim, par nizkih manekenk oziroma nižjih manekenk je. Evo, Kate Moss Se mi zdi, da se Kate to... Moss, ja. je Ja, uspela že ampak takrat, ne. Kate Moss je bila bolj fotomodel, kot sem jaz zasledila. Še vedno se pa razlikujemo v manekenke, ki hodijo po pisti, torej catwalk, Aha. v skupino manekenk, ki so fotomodeli. In fotomodeli so lahko tudi tako za celostno, za naprimer obleke, revijo ali pa za beauty. Aha, Ker so pa za šminke, kreme Aha. in tako dalje. Koliko si ti, na primer, zunaj kako si, ti si bila enkrat v Rimu, ne? Ali kako, to sem mi prepodvala. Jaz sem Kako si šla v Rim? s fotografom, s katerim sem veliko delala v Zagrebu, šla na nagovor To je bil njegovega fenomenalen fotograf, ne? prijatelja z njegovo punco. Ona je bila takrat naivna slikarka, ki je zelo dobro to prodajala in sta kar ostala. Takrat sta bila par let v Rimu in sta rekla, da ne prideva dol, da so že spoznali kup znanih ljudi, kam naj greva. Oba dva sva namreč delo dobila, ne, sva šla na agencijo, sva oba dva delo dobila in sva bila tam kar nekaj časa. Pol sem jaz bila že zmenjena, da naslednjo sezono pridem, ampak se mi je medtem že nabral kup stvari in nisem pol nikoli šla. V Milanu sem pa nosila samo eno revijo, za drugo so mi rekli vedno, povsod so mi rekli, da sem premajhna, ne. Aha. Ja. Si pa delala drugače revij dosti v ne, Nemčiji? razen v Avstriji. V Avstriji pa, čim sem hodila, pač so rekli, ti zneseš vse, kar nate obesmo, nas ne zanima. Bomo te dali s kakšno manjšo, ne, in tako je bilo tudi pri nas v bistvu in ni bilo nikoli problemov, ne. Zunaj pa isto tako delajo dekleta, ena delajo oboje, ne, ena samo, recimo, če imajo krasno kožo, lase, roke, recimo, ne, določene stvari, ki so vezane za to, ne. In ti si zdaj še, mislim, v bistvu še čakaš, kam se boš, a boš bolj hodila, ali boš bolj slikala, bolj si želiš slikati, ne? Pravzaprav jaz sem v vseh kategorijah in delam vsega pa malo, tako da upam, da se to obdrži tako. In ti zdaj živiš v Parizu?
Ja, trenutno živiva s fantom, z Lanom, v Parizu in bova videla, če bova to podaljšala. Zaenkrat sva do konca poletja tam. In zdaj pa prihajam v tole, kar vaju ves čas vabim, da poveste, kako najprej tebe, Nina, kako si se ti doživljala kot manekenko? A si bila zadovoljna, se ti je zdelo fajn, ko si bila mlada, pa si pol spoznala to, da je drugače, ali kako? Kljub vsemu je to bil, mislim, je to kljub vsemu poseben poklic. Nisem sploh razmišljala o tem, sem to povedala. Prišlo je spontano. Jaz sem hotela biti balerina. 3 leta sem se učila balet, ampak je potem ta učiteljica rekla, da balerina od mene nikoli ne bo, ker imam jaz ploska stopala. Težava ena. Druga pa ta, da že takrat kot otrok, nekih 9, 10, 11 let, ko sem hodila k baletu, nisem mogla narediti špage. Zelo močne vezi tukaj zgoraj, ki so prav izstopile ven, kot 2 koščici, takole so se videle na koncu stegen. Že takrat nisem se mogla raztegniti, pa sem lahko vadila ne vem koliko. Tako da sem jaz pol balet opustila, sem pa redno hodila na baletne predstave, pol so prihajali te novi plesi, sodobni plesi, jaz se v to zaljubila vedno, rada sem plesala. To je ostalo in to mi je v bistvu v manekenstvu potem pomagalo. Prsti, roke, postavce, da nisem lesena, pri hoji. In ti, kako si ti? Si sanjala o tem, da bi bila manekenka? Oziroma, kaj so tvoji cilji? Prav nikoli nisem imela takih sanj. Vedno so si deklice okrog mene želele biti modeli manekenke. Meni se je pa to zdelo tako brez veze. Jaz sem bila zmeraj tak divjak, pa sem plezala po drevesih, pa pravzaprav sem sanjala o tem, da bom skakala s konji celo življenje čez ovire. Ja, točno, ja. To si tudi počela, ne? Ja, in da bom veterinarka, to je bilo od malih nog, pol pa sem se začela spuščati v psihološke vode. Psihologija je tvoja močna stran, ja? Tako, psihiatrija mogoče. Tako, in se me zanimajo taki. Seveda me pa zanima tudi glasba. Poleg tega igram tudi par inštrumentov. Oba moja starša sta glasbenika, oče je bil v klasični glasbi, mama pa zelo lepo poje, pa igra kitaro. Pa tako. To vidiš, zdaj me, ampak ti si pa naredila vzgojiteljsko šolo, ne? Delala sem pa samo 1 leto. Samo 1 leto in takrat naprej si se... Toliko posla kar naenkrat, vsak drug dan so me klicali in v službi so mi rekli, da to ne gre, ker pač tako kot učitelji smo tudi mi imeli program. Dnevni, mesečni, tedenski, mesečni, 3-mesečni, polletni, letni. So rekli, če bi bila ti v eni pisarni, bi ti lahko dali dopust, tako pa izdrži do konca leta in odloči se čez poletje, a boš septembra še hodila ali ne. Jaz sem pa malo si preračunala, sem rekla, sej bom prišla skozi mesec, ker je bilo čedalje več dela, da bom od tega preživela. Mislim, da bom to delala 2, 3, 4 leta, tako kot večina deklet med študijem to dela, pa opusti. Zelo malih ostane, da dolgo delajo. In to se je pa toliko obrnilo, da sem jaz od tega živela tam do 50, 55 leta. Vmes sem sicer šla v 2, 3 službe, ampak pa sem spet veliko delala v Avstriji in to je bilo spet klicanje vsak drug dan, kratke turneje po par dni. Spet to ni službo šlo skupaj, sem šla vsakokrat ven. Pa se je to tako podaljševalo, dokler končno potem nisem nehala in se vse skupaj usahne počasne, te nehajo klicati. Ampak trajalo je pa praktično do 50 leta. No, zdaj imaš tukaj, na primer, kolegico, ti si pa zdaj na tem, v bistvu imaš pa načrte, da bi šla, kaj še, igra te zanima? Ja, zanima me igra. Da bi bila igralka, ja. In kaj zdaj misliš, a te bo na kaj računaš, da te bo, ali kakšne dobre ponudbe potegnile, ali boš kljub vsemu misliš iti študirati v vsakem primeru? Mislim, da bi probala študij, zdaj se pa odločam, mislim, ti najbolj veš, da igra zahteva celega tebe in moraš biti prisoten tam. Tako da, če se odločim za ta študij oziroma če naredim sprejemce za začetek,
bom mogla biti v Sloveniji, v primeru, da bi se odločila nadaljevati z modelingom, glede na to, da prva sezona je bila odličen začetek, bi se pa odločila za psihologijo, ki bi jo lahko opravljala nadaljavo oziroma z izmenjavo tudi v Parizu. Zdaj pa, naprimer, tako čist odnos do sebe. A si se imela za lepo, se imaš za lepo? Kaj pomeni ta odnos do sebe pa do svoje podobe? Tebi. Kot prvo ti bom povedala, da nobeno mlado dekle o sebi, tudi če je lepa, nikoli nima tega občutka. Vse vedno nekaj najdejo na sebi. Pa imam tole, pa ena mi je rekla, imam prevelika stopala, imam 41, ta je rekla, to imam tole, jaz to nič nisem videla. Vidim samo ene lepe ženske, ampak celo take so se popravljale že zelo mlade, ne? V zdajšnjih časih, ko je to No, ampak moderno, ti ne. o sebi kaj misliš? Kako si mislila? Ne, jaz sem zase mislila tako, da sem videla, da sem fotogenična, ne? Da sem eno lepuškasto dekle. Prav v tisti lepoti jaz sem videla druga dekleta, ki so se meni zdela lepa. Ker v tistih časih ti vedno najdeš 100 napak na sebi, ne. Je pa res, da sem jaz tudi najbrž toliko dolgo delala zaradi tega, ker sem imela nos privihnen, zelo kratek, mali nos in že nos te dela bolj resnega. Jaz sem pa vedno izgledala 10 let mlajša, kakor sem bila dejansko, ne. Aha, zaradi noska. Mislim, da mi je to malo potegnilo, a veš, tak baby face, ne. Ker že tam pri 20, ko sem šla v diskoteko, me enkrat ustavil, pa pazi, takrat je bila diskoteka ob 8, 9 zvečer, ne, na 12, ne. Me je ustavil bacitelj na vratih in rekel, tele piške ob tej uri spijo. In jaz potegnila osebnost, rekla, jaz sem pa že polnoletna, ne. Ti, kako sebe ti doživljaš? Zdi se mi, jaz sem predvsem na določenih snemanjih, ko vidim rezultate snemanja, sem zelo ponosna na rezultat teh snemanj. Tako se mi zdi bolj moj videz intriganten na določenih fotografijah. Zdi se mi pa, da pri meni osebno zelo variira od mojega počutja, tako kot pri vsaki ženski. Kakšen dan se počutim, kot da žarim, pa izgledam verjetno enako kot en dan prej. Drug dan se pa pač počutim tako, kot da sem lahko pač v preveliki pižami cel dan na kavču in jem sladoled. Zdaj, me tudi še nekaj zanima, ne. V manekenstvu srečaš zelo veliko žensk, ne, in v bistvu ste vse na nek način tekmice, ne. Jaz vem, na primer, zate, Nina, vem, da ste bile prijateljice, zelo lepe ženske 50 let manekenke. že, obiskujemo se v Zagrebu, v Beogradu, tukaj. Ste prijateljice bile? Ne moreš biti z vsemi, ker jih je veliko, ampak z enimi 5, 6, ne, smo ostale cel življenje povezane. Jaz grem v Zagreb vsake 2-3 leta, v Beograd, kakšna tudi sem je prišla, ne. In nisi čutila nobene ljubosumnosti in tako? Ne, mogoče samo enkrat, dvakrat, ena me je skoraj vrgla s piste, ne. Ampak to čisto na začetku, na moji prvi modni reviji v festivalni dvorani, ki je bil ta kot današnji Fashion Week, ne. Meni so se res noge tresle, ne. Ona je pa tako samozavestno, ker je že nosila 2-3 leta pred mano, ne. Tako samozavestno hodila po pisti, ampak je že čist na sredi, a veš, je pravilo, ne moreš ti po sred hoditi, če se izmenjuješ, ne, moraš špuro držati, ne. Ona se je čist na sredino pomaknila in me zadela z ramo, da sem opletala, ne. Ampak drugega, sploh pa v Zagrebu, Beogradu, niti pri nas nisem tega čutila. Takoj, ko sem začela zunaj delati, so bili že klici na telefonu. A prideš, imamo zdaj sejem, sem rekla, ne vem, če pridem, imam samo 2-3 štanda, imam eno slikanje, eno revijo, ne vem, če se mi to splača. Čez 3 dni so že telefonirali. Smo ti zrihtali tudi drugo, da te spoznajo. Rihtali so mi posle. A res, med sabo? Nikoli ni bilo. To je bilo tako v pikicah, da sem jaz občutila neko to tekmovalnost ali pa kaj takega. Me je pa zelo motil pri nekaterih dekletih tekom celega tega obdobja, ko sem jaz delala, ki so čez noč začele
in so bile zelo visoke. Jaz pridem takole normalno, mislim, nikoli se nisem naprej metala, kot se reče, ne. Tam se usedem pa vse takole okrog, pa tole bi pa, kaj, koliko si pa delala na eni reviji, si bila na 2 slikanjih, to ne prenašam. Pri drugih jaz to, pri nas zelo malo sem tega videla, vse so bile normalne, tu pa tam kdo zres malo, zato smo tudi postale prijateljice, no, se pravi, smo si poste rihtali. Danes je kaj drugače ali je? Z ljubosumjem ali nasplošno s tem attitudom. Ja. Kar se tiče ljubosumja, lahko govorim, da veliko deklet je ljubosumnih med sabo, seveda, ampak jaz sem pristaš tega, da prvo moraš biti človek in se podpirati med sabo, pol pa pride vse ostalo. In jaz pri sebi se raj fokusiram nase in da jaz naredim najboljš, kar lahko in dam najboljšo energijo od sebe, ker sem takrat videla tudi največ rezultatov. Seveda, če vidim, da kakšna punca dobro naredi na kakšni audiciji, pogledam, zakaj pa je ona tako dobro naredila, ne? In se probam pač tudi kaj vzeti od tega, če punce delajo dalj časa od mene in tako. Ampak ja, se mi pa zdi tako lepo, da so skromne, tudi po letih dela in da si pomagajo med sabo. Se mi zdi, da to res naredi dobro manekenko, ker to vsi opazijo, casting direktorji, dizajnerji. Oni opazijo to. Vsi vejo, kdo je tako. Da si povezane, se delaš, se vidijo, kako se obnašaš. Vidijo karakter in tako. Seveda bojo prej vzeli eno punco, ki bo prišla, ki se bo potrudila, ki bo pomagala drugim dekletom, ki jim bo svetovala. Sej, mislim, vsi hočejo neko dobro energijo na koncu dneva. Ja, ker ne bo važna tam, ker ne bo ne vem kaj zahtevala, ne vem kaj. Ja, da se bo visoko nosila. Ja. In vidve sta obe dve, tudi ti že, mislim, srečali, ti si, naprimer, po celi Jugoslaviji delala, tebe je celo... Ja, sem pol igralcev, pa vse naše pevske zvezde. No, kdo so te vse? To je preveč, da ti naštevam. Vse te stare. Na turnejo sem šla recimo mesec dni z vsemi pevci v 70-ih letih. To je bilo edinkrat, ko smo šli, pesem Poletje je bila po celi Jugoslaviji, da so vzeli takrat nas kot manekenke vse misice. Ja, ker ti si bila tudi mis, ne? Mislim. Ja, jaz sem 1 leto prej z manekenstvom se začela ukvarjati. Bila mis Slovenije, prosim. Ja, in 3. sem bila pa v Jugoslaviji, 2. spremljevalka. Tako da sem jaz tudi tiste punce pol učila, se so jih že prej pripravljali na to, ker so jih namesto manekenk uporabljali, ne. In takrat smo mi bili mesec dni skupaj, to je bila ekipa 100 ljudi, z avtobusi, zelo malo avtomobilov. No, malo nam povej imena. Imena. Đorđe Marjanović, Cune Gojković od dol, Rado Kašverko, od naših je bila samo Majda Sepe. Kdo je bil še tiste čase, da se spomnim? Una Zubović, ne vem, kdo že. Pred predsednikom Titom, ne, ali kako? To smo pa, 3-krat smo imeli to. V Beogradu na sejmu je enkrat prišel z neko svito, nekim obiskom, v Zagrebu pa v Ljubljani na Brdu. In enkrat se je ustavil in je... Ja, to je bilo pa na Brdu, smo imeli eno majhno revijo, pa je imel neke obiske, ne. In smo sedeli točno tako v eni taki veliki sobi, sedel on z Jovanko tam in tista svita okrog in obiski in mi smo imeli tako majhno revijo. Od Pletenine so bili eni večerni modeli iz Lurexa, če se ti se spomniš, smo Lurex rekli tem nitim, ne. Zlatim, ja, srebrnim. Zlatim noter v teh oblekah, ne, in on je rekel, pridi sem. Tako smo tako hodili, ko bi jaz tlele zdajle hodila, pa drugi sedijo tako, ne. In potem je on to probal, gledal. Se te je dotaknil. Ja. Hec je bil pa tam, ko smo prišli in smo čakali, to moram povedati, ne, je protokolarno bilo vse. Vse so nas preverili. Ja. Ozadje, starši, odpovedali so nam tonskega mojstra, ki nam je glasbo rihtal 3 dni prej,
ker so ugotovili, da je bil na študentskih protestih 69. protestih. Aha. V 3 dneh smo, mislim, naši, smo morali najti nekoga, da bo glasbo spuščal. In preden smo prišli tja, nam je naš voditelj, Rok Lasen, rekel, tole moram pa zdaj povedati, da ne bi komu padlo na pamet, da bi, ker smo dobili postreženo neke kolačke in v lepih šalčkah kavico in sokove, ne bi tele lepe žličke kdo odnesel za spomin. Bom vsakega pregledal, ko gremo ven, da ne bi kakšno sramoto naredil. To vedno povem, ker tega ne moram pozabiti. To je pa, veš, predsednik države, protokol, ne? Ja, to bi bil lep spomin, ne? Ti si pa tudi že srečala, zelo na blizu, ne? Ja, jaz sem se spoznala s celo Beckham družino, ker sem hodila za Victorijo Beckham, od Davida Beckhama ženo. Spoznala sem velike casting direktorje, ki mogoče niso, vsaj v Sloveniji niso toliko znani ljudje, ki se pač ne ukvarjajo z modo, ampak pač tudi par zelo znanih dizajnerjev. Spoznala sem Miuccia Prado, ki je ustvarila Prado, Donatella Versace, na primer. Donatella si videla? Ja, zelo simpatična ženska, zelo normalna. Koga sem še spoznala? Te dizajnerje, no, predvsem, ki so nam znani. Ja, mislim. Ja. Ampak ti si spoznala te dizajnerje, ker si za njih tudi delala, ne? Ja, tudi hodila. Jaz sem pa drugače prišla. V mladih letih sem si želela videti te manekene in te dizajnerje, ki so bili takrat, ne? Dior, kaj so bili že to stari, se že pozabila, Saint Laurent in teli, ne? Ampak pa sem šele zvedela, mi je nekdo povedal, da ti ne moreš, da so vabila, ne? Da ti ne moreš kupiti vstopnico pa iti gledati revijo, ne? In sem rekla, no, na cel življenje sem manekenka, ne bom nikoli videla teh, ta pravih smo rekli, ne? Mi nismo bili ta pravi, mi smo bili ta mali, ne? Tiste, ki so tam delali, ne? Potem sem pa za Sportino delala 2-3 leta, ne? Je odprla tle te dizajnerske trgovine po celi Jugoslaviji, ne? In smo šli na zaključovanje v Milano. Bili 3 dni. Glih pred tem je, kako mu je že bilo ime, brat od Donatelle umrl? Gianni Versace. Je bil 2-3 mesece prej bil umorjen. Bi mogla biti drugače revija in so pol združili Dolce in Gabbana skupaj z Versacejevo revijo. In tam, ko smo mi prišli na zaključovanje, ravno takrat smo tudi zaradi tega ostali en dan dlje, ker smo bili povabljeni na skupno revijo. Ponavadi ti ne vidiš skupnih revij, oni so vsi posebej, ne? Jaz sem bila mi smo bili kot gledalci, ne, mi smo prišli delati, ne, zaključevati, kire stvari bomo vzeli za trgovino, ne. Takrat sem Donatello spoznala in je bila res tam, a veš, ko se konča revija, v 10 minutah pospravijo pisto in vse, je zabavni del programa, ansambel, ne vem, kakšen pevc, hrana, pijača, ljudje hodijo okrog, se slikaš, pozdravljaš se, to je čisto, kot bi pri nas nekam šel na nek dogodek. Se pravi, mi si predstavljamo. Te znani ljudje sploh niso, to hočem povedati, tudi igralce, kjer sem spoznala, noben nisem videla, da bi bil kdo važen ali bi se držal, ne vem kaj, oni so čisto normalni, se stav pogovarja, se slika, ne vem kaj, vse tudi taki so, ne, ki so zoprni pa visoki, ampak večinoma niso, no. Ampak se mi zdi, da so taki tudi do nas, ker mi smo tudi noter, ali kako naj se izrazim. Ja, mi smo noter, ampak smo manj znane, mlajše, ne vem, in tako naprej. Ja, ampak se mi zdi, da oni dobro vejo. Spadaš pa v ta show biznis, ne. Ja, oni dobro vejo, kako se s kom pogovarjati in da bojo tudi sebi naredili verjetno neko dobro sliko, če se bojo pač... Ampak si najbrž sigurno slišala dostkrat v gostilni nekje, v nekem, se pravi, natakari, tisti, ki nosi prtljago, ne vem, oboževalc, ravno tako niso visoki, se jim posvetijo, ne. Mislim, da zelo odvisi.
kakor kjeri, kakšni so Ja. pa tudi siti, ne, Ja. tega, če tega preveč, ne, Ja. je tudi to, ne. Ampak to me zanima, ko delaš modne revije, oziroma zdaj pa pejmo, se pravi na konkretno, realno, ko se pripravljaš, ko se učiš nositi in tako naprej. A je to tako zdaj sta povedali, da so normalni tisti, ki vas vodijo, mislim in tako naprej. A je to tako, kot si mi predstavljamo, sanjski poklic, luči, hodiš, greš, ali je to pravzaprav, kako to izgleda? Ti si rekla, da ste od jutra do večera bili tam, ne? Kakšen dan res delaš od 6:30 zjutraj, pa ob tam nekaj čez 1 ponoči so me spustili z zadnjega fittinga. In je res tako, zna biti mučno, še posebej, ko je teden mode. In greš, ne vem, od tega New veliko, Yorka ja. do Londona, do Milana, do Pariza, Španija in tako. Ta del je res tako Utrujajoč je zelo. naporen. Ja. Tudi če si mlad, je zelo to. Ja, mislim, da drugače In kaj? ne vem, kako delaš. No. Zjutraj dobiš tam zajtrk, pa dobiš malico, pa kosilo, ali kva, ali lahko se kam usedeš, uležeš, ali kva delate cel dan, no, da zvečer greš. Čakanje je ogromno. Ogromno čakanja na castingih, to definitivno. Pa probe potem, pa šminkanje fittingih. na vrsto, vse, povsod se čaka. Ja, ampak ti moraš v tem čakanju moraš ti skozi biti prisoten, ker v eni Ja, ja. sekundi je ti si gor, ti si tam. In moraš biti Ne skozi moreš iti pozoren. nekam. Ne. Ja, Ne moreš iti ven. Tudi ko imaš Ne, cel enkrat dan si tam. make-up, naprimer, ni malce, ni zdaj kavice, ni zdaj čaja. Ti moraš biti profesionalen tam, mislim. Tudi, kar se tiče malc, eni ti jo zagotovijo, pa si lahko vzameš tistih 10 minut prej, da poješ, ampak jaz sem načeloma jih imela kar s sabo. Vedno smo imeli. Če smo kaj uspele pojesti, cel dan nisi jedel, si bil na kakšnem jabolku, ne vem česu, pa hitro zobe umivati, tako umivati, da ti lahko pol še šminko, če si jo že imel gor poprav. Slamce nas rešujejo pri pijačah. ampak zdaj še me to, zdaj, ker smo tako naravno prišli do tega, a vidve pazita, ti si morala paziti kaj Ne, na jaz to? nisem nič pazila. Ti tudi ne, kolikor vem. Jaz sem mogla Ja, ti si paziti. morala shujšati, ampak Ja, zdaj zahtevajo mislim- bolj suhe, zdaj zahtevajo kot Ja. v mojih časih, a veš. Ja. Niso Jaz bile sem tako suhe, višja, ne. to je tudi pri meni problem. Jaz imam zelo široke boke zaradi svoje višine, ker če je si dekle visoka? 1,80 m in če je dekle, naprimer, tvoje višine, seveda bo imela mere, ki jih oni zahtevajo za obleke. Jaz imam veliko težje te enake mere, kot eno dekle, ki je 10 cm ali pa 5 cm nižja od mene. Se je pač naravno, če si višji, si širši, se je proporcionalno. Ne? Ampak jaz sem mogla malo paziti, pa zgubiti par kil, ker sem jih, hvala Bogu, izgubila tudi v Nepalu, ker sva šla na hajk v Himalajo. Tako da se je jih poklopil da si pred kar Parizom. privoščita, ti imaš rada življenje, ne? Obožujem ga. Mislim, da življenje gre tako prehitro, da bi šparali, pa da ne bi doživeli vsega, kar lahko doživimo. In tudi jaz sem se skozi potovanja naučila več kot v kjerkoli šoli. Da sem videla svet, da sem videla ljudi, videla kulturo, se znajdla v določenih situacijah. Ulična šola. To je bilo pri meni isto. Isto? Jaz sem pol sveta videla. A res? Nekaj sem delala. Ja. Ja, so bile že takrat meddržavne izmenjave. V Londonu smo bili, v Jordaniji smo bili cel teden in to so bili pevci z nami, narodna zabavna muzika, neko kolo iz Srbije. Takrat je bila Jugoslavija, ne? To je bilo predstaviti državo v malem. Lenček, naš kuhar, in so kuhali oni svoje. V hotelih smo imeli te revije vsak večer, cel teden, čez dan smo bili frej, smo si vse ogledali. Ne. Privat si kaj potovala? Privat sem bila ogromno, ne, ampak to govorim zdaj to službeno. Ne. Je bil Rim, Milano, na revije Brno, Praga. Takrat je bila tudi Japonska še aktualna. Ja, pa mi nismo naše, so šle punce iz Beograda od tistih takrat zelo znanih enih manekenov, so šli, jaz ne, ker sem bila premajhna, ne. So šli parkrat v Ameriko, ne. V New York so šli, ne. To je bilo edino, kar je bilo od te tujine. Drugače sem pa jaz slikala za koledarje preko Avstrije, na Sešelih in v Keniji.
Veliko To se so, po to je bilo, Afriki to so bile tudi snema. počitnice plačane, ker ti slikaš zjutraj, ker ob 10 je sonce tam gor in slikaš popoldne, vmes si frej, dobro, treba se še enkrat našminkati, pa en del smo imeli lase, da si jih moral spet sušiti, je bil del, ne. Pa smo imeli pa tudi take posnetke z mokrimi lasmi, ne, ampak Ampak to je meni najlepše, nič, ko pa si pa dobiš še te denar revije. dobil, ne. To ni Ja. bila revija, to je bilo snemanje za neke kataloge, ne. No to pa je še super, so Ja. plačani te. Ampak si v bistvu bil pol dneva, si bil frej, ne. Ti In si že tam dobila kaj takega? A se dogovarjaš? Snemala sem že par revij, zdaj pa je prav sezona teh editorialov in kampanj. Zdaj, ko je konec Fashion Weeka, se bo to še vse toliko bolj orang začel. In čakam, če bom kam odpotovala. Na Sejšele, kam si Upam. želiš? Upam, kam na toplo bi šla. Na toplo, a ne? To se pravi, da nobena od vaju ni prav posebej ne rabi paziti, kar se tiče kil pa tako. Me pa zanima, naprimer, a ste kdaj razmišljali jaz, včasih, ko gledam te modne revije ali pa ko gledam naprimer to v časopisih in tako naprej in se mi zazdi tako, da na tem svetu je toliko nesreče, toliko vojn, toliko vsega tega, me ženske smo pa tako obremenjene, da bi se ja lepo oblekle, da bi bile čim bolj podobne vam, lepim, suhim in tako naprej. Kdo vodi to? Kdo to vodi? To je ena sama neumnost, če se vpraša mene. Jaz imam drugačen okus za žensko lepoto, ti imaš drugačen okus za žensko lepoto, vsake oči vidijo nekaj. In se mi zdi, da manekenke ne bi smele biti nek ideal lepote. Zdi se mi, da bi mogli ljudje bolj gledati na to kot manekenke so ženske, ki spadajo v določen poklic, v določeno, kako bi rekla, v določen film in tam delajo. To pa ni ideal lepote. One predstavljajo obleke, ker obleke izgledajo dobro na takem tipu postave. In tule se lahko zgodba zaključi, kar se mene tiče, glede runwayov. Beauty je pa spet nekaj drugega. To bi bil mogoče bolj približek tem idealom. Ampak na beauty pa ne govorimo o kilaži. Ene ženske so... Beauty to pomeni, a več ne bojo vsi razumeli, da to so vaši izrazi beauty, ne? Lepota to pomeni, ko se Kreme, pa make-up in tako Ja, naprej. ja. Veliko žensk je tam, tako kako bi se izrazila, ima več kil ali kakorkoli. Seveda, mislim, nobena ni prav obilna, ampak ni pogoj, da si suha ženska. Pogoj je, da imaš lepo kožo, če predstavljaš. kožo, lepe ja, kreme, linije, ja, tako. ja, ličnice, izrazite oči, lepe polna usta in tako. To so pa neki ideali, ki držijo že dolgo let. Zelo dolgo, to so že Ja. meni rekli zaradi ličnic. Ja. Da je No, to se dobro, ne. to me zdi, jaz imam tudi take ličence, Ja, ja. ne. In, ampak, a veš, imam take ličnice, imam pa tanka usta, ne. Saj veš, ti zdaj ne moreš, mislim, zdaj si sicer že lahko zmišljuješ, kaj bi imel, ne. Ličnice si daš napihant, pa usta si daš napihant, pa Ampak imaš, pa sploh si v trendu. ni vic v tem, lepa ali ne lepa. Jaz bi prav tako povedala, pa to nisem si jaz zmislila, kot je bilo že rečeno. Vsaka ženska je lepa na svoj način, pa tudi, pa če se zrihta še zraven, če ni zapuščena, ne vem, z Če ima to umazanimi, energijo predvsem. pa iz sebe da to energijo, da ni neka mrtva tamle sedi, se za nič ne To je zanima, najbolj važno. ne, da ima življenje v sebi. Ja. Potem je vsaka lepa. Sej ves seksipil, vsa karizma izvira iz te energije. Meni se zdi, da ženska lahko obleče karkoli in če so... Ti ne rabiš imeti polnih ust, ne vem, določene barve oči, da si lepotica. Če nekaj paše skupaj na tvojem obrazu, je to tako kakor platno, to je umetnost. In Ljudje če se drugače med sabo Ja. privlačijo, zato ti vidiš, pa stalno isto komentiramo, ne. Kakšen lep dec, ne, baba pa ni kakšna debela, ne vem, ali pa obratno, ne. To so meni govorili, ti Ja, poznaš mojega ja. bivšega moža, 6,5 dioptrije, dolg siht in tako naprej, suh, visok. Nisem mogla kakšnega lepšega. Vsak ta drug mi je to rekel, ampak jaz sem se v njega zaljubila. Jaz sem se najprej v njegove roke, ki me je poučeval, mislim, pomagal mi je pri klavirju, ki je imel dolge prste.
in je dobro špilal klavir. Jaz sem pa rabila vaje, ker smo imeli samo en klavir na šoli. Mi smo takrat imeli te pesmice, se veš, smo se učili, ne. In njegov glas. On je delal na radiju. Ja, točno, ja, radijski, ja. Nataša Košir mi je enkrat rekla, ko ga še ni poznala, je rekla, jaz sem se zaljubila v tvojega moža. Se smejala, je rekla, ampak, ko sem ga videla, sem se hitro odljubila. Sem ga poznala sem po glasu. To hočem reči, v ljudeh, ko ti priješ skupaj, ne glede na to, a je to ženska, starejša, mlajša, dekle, ti se v nekoga dobesedno zaljubiš. Jaz imam en kupček mlajših žensk, ki jih obožujem, ki so 20-30 let mlajše od mene. Ker sem jih čisto posvojila, mislim, nič sumna, ker sem starejša ali karkoli. To je tista energija, ki se ljudje privlačijo, tako pri moških in se najdejo lepi in grdi, če lahko tako rečem, ne. Ampak to je energija in kako ti govoriš, tvoj glas, tvoja neka karizma, koliko si podkovan z besedami, koliko si učen, nisi malo glup in tako naprej, ne. Vse to. Ne, to je lepo. Ne vem, kdo to še misli. No, to se zdaj, prosim, slišite, ženske zdaj. A to mislijo mogoče še kakšne 15-letnice, no? Poslušajte, ne, ker je to zelo pomemben, ne. Veš, koliko je danes žensk obremenjenih s tem, to veste. Kdo vodi to industrijo? Zdaj, a je to moška ideja? Poudarek je res na mladosti, a ne? Moški narekujejo, kaj je lepo, kaj so modni trendi. Poudarek je ves čas, celo življenje je tako. Celo življenje je bil poudarek na neki lepoti in na mladosti. Tudi moda se dela za mlade. Vedno več je tudi teh starejših modelov in zdaj se, mislim, prihaja do tega, da zelo občudujemo tudi to zrelost in vse to, da se nek karakter izraz na obrazu. Tudi jaz lahko povem, ne vem, lahko nekdo reče, ona je, ne vem, lepa, karizmatična, karkoli. Jaz sem bila vedno ljubosumna samo na ženske, ki so imele karakter, ki so dale neko energijo, ne glede na izgled ali karkoli. Zmeraj sem jih občudovala in tako naprej. Nikoli nisem gledala na ženske tako, ta ima pa dobro postavo, pa se bom zgledovala. Zelo hitro izkristaliziraš to, ko si zelo mlad, gledaš, ta je lep. Pa ugotavljaš, da so tudi drugi ljudje, ki niso lepi, to, o čem smo govorili, ne, po standardih, ne. Imajo nekaj, kar privlači, imajo to neko karizmo, ali je to govor, ali je to glas, ali je ampak še enkrat sprašujem, bistvo, kdo te standarde, kaj je lepo, kaj se nosi, razen na tele Versace, jaz drugih ne poznam kaj dosti, ki bi, na primer, v modi narekovali. Tako imam občutek, da je to svet, mislim, sprašujem, provociram, a to si moški izmislijo, kaj? Jaz mislim, da to narekujejo zunanji ljudje in dizajnerji in ljudje, ki imajo svoje znamke, sledijo temu, kar narekuje množica in potem oni dejansko zastavijo to, da lahko mi vidimo, kaj je. Ampak če bi oni dali nekaj, kar je kontra mnenju množice, se tudi množica ne bi najbolj strinjala. Vse ljudje imajo svoje mnenje. Aha. Kaj pa ti misliš? Poudarek je bil vedno, kot sem prej rekla, ne, na mladosti, vse na mladem, vsa moda, vsa kozmetika, vse živo se dela na mladem človeku, ne. To je poudarek. Ampak čeprav se mi zdi, da se zelo razlikuje glede na to neko komercialni del mode, in pa na to visoko modo, v kateri delimo. V visoki modi iščejo tip, v komerciali, pa še posebej v današnjem času, ko imamo toliko socialnih medijev in vsega tega, se ve, kaj naj bi bilo lepo. Tudi zdaj na parih revijah so iskali ženske, ki so bile ženske, ki so imele boke, ki so bile malo bolj popolnjene, ker enostavno skozi socialne medije vidimo, da je to, kar si ljudje želijo videti, to, kar ženske občudujejo. Zdaj ni več aktualno, da so suhe, suhcane, posušene, kakorkoli. Ampak to je komerciala. To torej bolj narekuje množica v komerciali. Visoka moda je pa umetnost. Tle pa vsak dizajner lahko pride do nekih njemu bližjih podob. In tako naprej. Dobro, to. Vse razlikuje. Ja, veš, kaj sem te hotela, Nina, vprašati?
Ti kot, mi zdaj ves čas operiramo lepo, grdo, ne? Jaz bi rada, da bi vsem povedali, da lepo, grdo je zelo subjektivno, ne? In da se ne bi slučajno obremenjevali. Jaz mislim, da grdega človeka ni, razen tistega, ki je zloben, nesramen in lažniv, ne? Tako To je bi pa jaz tista bolj- notranja energija, ki jo ti Ja. daješ. Ja, Če je nekdo ja, vesel, ja, če je prijazen, je takoj lepši. Ja. A ni Karizma. tako? Mislim, Ja, da tako. vsak lahko Ja. v sebi najde to energijo, In ki Če jo pa zoprn izrazi ali skozi- kakšen in imaš ti zoprn izraz, Izraz, ko ali se pa ga kdo ja, držiš, Ja, to. pa Ja. sovražiš cel svet, Tako. je pa tako. Ampak zanima brez me repata. tebe, to je, boš ti še tudi povedala, kako ti gledaš, ampak ti še tega ne poznaš. A kdaj, v katerem trenutku si ti začutila, a veš, mislim, tebe so te občudujejo, si manekenka, lepa ženska, vse posod, mislim, kamer prideš, si center pozornosti in tako naprej. In potem pridejo nekaj let, v nekem trenutku adijo. A si to začutila, a te je to zabolelo? Nisem ali kako naglo, je se to ne čutiš naglo, ker tudi ne ostariš čez noč. Ne. To je še dobro, ne, da staramo počasi. Ne. In to ne zgodi čez noč. Ti se pač navadiš, da s časoma, iz meseca v mesec, iz leta v leto, vidiš če dalje več gubic, da se obraz poveša, da telo ni. In da te v bistvu tudi moški ne gledajo Ampak več? eni se kljub temu ne sprijaznijo s tem, jaz s tem nisem imela problemov. No. Jaz sem to čisto, sem vedela, da bo enkrat in manekenske kariere in neke lepote in mladosti, so tudi druge prioritete, Nisi imela problemov s tem? Ne, si v zakonu, imaš otroka, takrat me nič ni brigalo, kakšna bom po porodu, ali bom imela strije, ali mi bo to pustilo posledice ali ne, pač takrat si vesel, si v enem drugem filmu. To se vse k sreči dogaja, ampak se pravim, eni sprejemajo, eni pač ne, jaz s tem nisem imela problemov. Kako pa ti kot rosno mlada gledaš na to, na te spremembe, ki te čakajo? Mene pravzaprav tega ni strah. Jaz to najbolj opažam na primer na moji mami, ampak jaz njo vidim, ko je ona dobre volje, ko ona da iz sebe tisto njeno energijo, meni je ona tako čudovita. Meni je ona, mislim, vsaka poteza na njej, ki izraža njo, se mi zdi vedno lepša. In jaz res jemljem starost kot nekaj zelo lepega in nekaj zelo posebenega. Saj pravim, jaz lepoto človeško jemljem kot neko platno, ki se dodeluje, ampak to je tako, bolj moje mnenje. Bomo pa videli, kako bom jaz, ko bom starejša in kako bom takrat nase gledala. Kakšne so tvoje želje v tem trenutku? V tem trenutku, jaz sem že v penzionu 15 let, tu pa tam še kaj delam, ljubiteljsko, me še povabijo kot gostjo na kakšno revijo ali pa kaj takega, ampak drugače sem v penzionu. Imaš kakšne želje, kaj bi še? Moje želje so cel življenje, to, kar sem dobila, pa nikoli ni dosti. Potovanja, morje, topli kraji, vedno, sam čakam poletje. Ali pa, da se pomlad začne in sem tudi obredla ogromno sveta, sem videla tudi privatno, ne. Glih toliko smo imeli takrat v socializmu denarja, da smo lahko še potovali. In draga Sofija, kaj si ti želiš v tem trenutku? Isto, je Enako že potovanj, ampak Je povedala isto. ja, jaz si želim predvsem tako čutiti. To se mi zdi zdaj tako zelo pomemben, da čutim, da se zavedam trenutka, pa da uživam v tem, kar delam, takrat, ko delam, da se ne obremenjujem, kaj bo ali pa kaj bilo, ampak tako, da izkoristim vsak trenutek in vidim in občutim. Ti si za čim mlado več. dekle tudi zelo disciplinirana, znaš biti, ne? Ko si ti fokusirana, To pa je res. Moja volja me pripelje, kamor jaz želim. tako da... Ampak te tudi manekenstvo usmeri, veš. Ja? Ko smo mi bili na tej, jaz sem bila na drugi Točno, šoli, fokus, na drugem hodiš, tečaju, hodiš, ki je ne? bil šele narejen, ne. Prej tega sem rekla, že prej, da ni bilo. Že tam so nas usmerjali, kot prvo, obriti se, čiste prideti, in te že tam. Se to imaš že od doma, ampak Ja. tam te pa zelo opozorijo na to, ne. Disciplina in fokus. Disciplina, biti točna, biti sveža, skratka,
moraš biti Urejena. urejena in tako naprej, že tam te stisnejo, ne? In ne marajo tega, da si ti tam kar Da tako si- neki mal. Pa da Da greš si malo po džinđu svoje. minđu. Ja. Pa ne moreš iti po svoje, ne, si cel dan tam Ja. in imaš za biti tam, tudi če 3 ure nimaš kaj za delati, ampak ven ne moreš iti. Ne. Poznam to že podobno snemanje. Ja, Drage tega moje, pa, ja. mi smo se pogovarjale, zdaj pa jaz vedno na koncu odprem tako, kjer se pač odpre in potem nekaj preberem iz knjige, iz svoje knjige, ki so jo napisala z Rokom iz prejšnjih oddaj. Grem, poiščem kakšen stavek za naju, kaj je kakšno sporočilo. Čakajte, zdaj moram samo najti. Pogovori v oddaji so mi neskončno pomagali. Zaradi njih sem si v nekem trenutku lahko nalila kozarec čiste resnice o sebi. Vzljubila sem se in si dala svobodo. Dala sem jo tudi človeku, ki mi je lagal. Ker sem odšla, ima tudi on novo priložnost za svojo novo ljubezen. Imamo kakšen komentar? Ne, ker je povedano, ne nimam kaj za pripomniti. Sofija, bi nekaj rekla? Mislim, da vem, na kaj se nanaša. Aha. Tako da. In dajo blagoslov. In Ja. podpiram odločitev, da se je ta oseba osvobodila teh okov. Hvala lepa, drage moje, hvala za ženski pogovor. Hvala, da smo malo odstirali vajine sanje, vajino delo in vajin pogled na lepoto. Mi smo vse lepe in človeške, dobre, predvsem dobre, ne. Predvsem se moraš imeti rad, pa tudi dobro zgledaš. Predvsem se moraš imeti rad, zato se vidimo vsak ponedeljek ob 20.